kot prvi nocoj, se mi bo v studiu pridružil spet Marko Žerjal. Marko, pozdravljeni! Gospod Godler, Lep aplavz. Oni so še stara šola, oni mislijo, da se korespondentom ne ploska. Marko, kaj ste nam pripravili danes? Danes, gospod Godler, sem vam prinesel spet enega od mojih najljubših predmetov. Je trd, je mesnat in dolg preko 20 cm. Ne, to pa ne bo šlo. Ne, to pa ne bo šlo. Samo da porečem vam zgodno. Ni primerno za... Salama! Ok, salama. Ja, zakaj, kaj ste vi mislili, da je? Kaj sem jaz mislil, da je? Kaj je s to salamo? Salama je, če mene vprašate, nekaj najboljšega. Paše dobesedno povsod. Paše na kruh, paše na pico. Edina stvar, ki eni ljudje pravijo, da ne paše zraven salame, so ženske, v bistvu. Zdaj pa ne razumem, ženske, zakaj? Ženska, niste ste ga slišali? Ne. Ja, eni pravijo, da salama preprosto ni za ženske in iz tega je nastal tako velik škandal, da so o njemu spregovorili tudi največji zagovorniki pravice dostopa do suhomesnatih slanin v Sloveniji, Inštitut 8. marec. Resno? Se pravi, to je tema, v katero ste se poglobili. Tako je. Pripravil sem si izpisek njihove objave iz Facebooka in bi ga danes kar analiziral tu z vami, če lahko. Seveda. Se pravi, kaj, to je njihova izjava za javnost. Izjava za javnost, točno tako. Citiram. Danes prejemamo veliko sporočil, ki opozarjajo, da je v Sevnici ženskam prepovedan vstop na festival Salamijada. Prepovedan vstop z ženskam, zakaj pa to? Fantje zgleda, so se odločili, da bi imeli en tak sausage party, pa so rekli, bomo sami. Da si malo pokažeš salame, si jih pomiriš, potežkaš, ne, žurka za moške pač. Ok, kaj so še povedali? Rekli so, nad številnimi sporočili o Salamijadi smo se sprva začudili. Marsikdo izmed nas ne je mesa. Bi si mislili? Neverjetno, to je tako, kot ne vem, na festivalu Goloža nekdo pico jedu. Ja. Ne, pico. Rekli pa so še, prav tako ukvarjanje s salamami ni ena izmed prioritet inštituta. Ne, to pa res ni. To pa res tudi ne. Ne, to pa tudi res ni, že oblika jim ni preveč pri srcu. Nadaljujem. Kasneje smo ugotovili, da sporočila dobivamo, ker ženskam na festival salame vstop ni dovoljen. Izdelava domačih salam naj bi bila rezervirana samo za moške. Za takšno odločitev se sklicujejo na tradicijo. Tradicije razumemo in jih spoštujemo. Kot si vemo, če pa kdo spoštuje tradicije, pa to Inštitut 8. marec. Vsako nedeljo so pri maši, vsako nedeljo. So doma z otroci. Z otroci, ja. Rute si dajo gor, pa tudi niti ne samo na glavo, povsod. Res so felice tradicije. Kje pa se pa tu zatakne, zdaj pa ne vem. Naj berem dalje. Tradicije razumemo in jih spoštujemo, a do meje, ko ne posegajo v druge ljudi. Ja, pa kaj, to je res poseg v druge ljudi? To, da niste povabljeni na dogodek, kamor si ne želite iti. Seveda, mislim, kaj je hujšega? Gospod Godler, dajte si predstavljati, prosim, da one organizirajo večer feministične kvir poezije in vas ne povabijo samo zato, ker ste moški. Sam tega ne. Sam tega ne. Ja. Ne bi bilo lepo, ne? Ja. No, nadaljujem dalje. Če so krivične, si moramo prizadevati, da jih rahljamo in spreminjamo. Ni dopustno, da v njihovem imenu nekoga izključujemo. Ni dopustno, da v njihovem imenu nekomu preprosto prepovemo vstop na javni dogodek. Srce se mi pada. Jaz sem glede ne videl, kakšne krivice se tu dogajajo. Res je težko. Mislim, se po eni strani verjetno jih ne mika toliko salamo jest, ampak one bi samo gledali, ko se jo reže. To je lepo. To je lepo gledati. Ampak, kar hoče iti sam. Da nadaljujem. Prepoved dostopa do Salamijade je simptom naše družbe in opozorilo, da prizadevanje za enakost še ni končano. Je primer, pri katerem je diskriminacija tako očitna, da povzroča nelagodje. Izjemno nelagodje. Ja, meni je tako težko, odkar se je to zgodilo, ne morem spati z ugašnjeno lučjo. Za konec pa še dodale, je opomnik, da pravice žensk niso samoumevne.
Verjamemo, da za takšne prakse v naši družbi ni prostora. Ja, jaz mislim, da moramo take prakse zavedno izključiti iz naše družbe. Ja? Edino tako se bo to izključevanje končalo. Je res. Če si predstavljate boge punce iz inštituta 8. marec, kako morajo biti žalostne, da jim nihče ne ponudi svoje salame. Hvala. Veste kaj? Povejte. Jaz, ko prijem danes domov, osebno pošljem Niki Kovač sliko moje salame. Bravo! Nika, če jo hočeš, jo imaš ne. Pa jaz tudi. Ja. Pridite si jih iskati. Ja. Kot je dejal Aristotel. Hvala lepa, gospod Žerjal. Zelo poglobljeno, kot vedno prav. Veselim se prihodnega tedna. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.